Kakšno jelko izbrati, naravno ali umetno? Enoznačnega pravilnega odgovora ni, vse je odvisno od tega, kako dolgo jo bomo uporabljali. Nekateri posamezniki ne poskrbijo le za to, da je okrašen njihov dom, pač pa da so okrašene cele soseske. 3, 2, 1, gremo! Nekaterim so ljubši, starejši, nostalgični okraski, spet drugi sledijo trendom. Kar ima za posledico to, da svet vsako leto preplavi več milijard novih okraskov, ki praviloma končajo kot odpadki. Slavni in bogati se še posebej radi pohvalijo s svojimi okrasitvami, čeprav so nekatere skorajda neokusno pretiravanje. Hi, welcome to my house at Christmas. Ker sem že pred leti kupila tole umetno smrečico, je sedaj najbolj smiselno in trajnostno, da jo tudi čim dlje uporabljam. Ampak najprej jo moramo sestaviti. Prav to je namreč ključno pri tehtanju, ali je boljša izbira umetna ali naravna jelka. Če umetno jelko uporabljamo vsaj 6 do 20 let, je okoljsko bolj smiselna kot vsakoletni nakup živega drevesa. Pa se kar dobro drži, ne? Obžalujem sicer, da nisem izbrala reciklirane ali pa rabljene, vendar pa zdaj najmanj škode naredim tako, če pač to uporabljam čim dlje. Zelo mi je praktična z tega vidika, da se mi ni treba ukvarjati z iglicami po tleh ali pa s tem, kam bom z njo po praznikih. Naravna jelka ne le, da ima tisti pravi vonj in čar, pač pa je pogosto tudi najbolj trajnostna izbira, pod pogojem, da prihaja iz lokalnega okolja in da jo po uporabi pravilno predelamo. Zagotovilo, da je jelka iz slovenskih gozdov, je letos takšna zlata nalepka Zavoda za gozdove. S tako označenimi drevesci podpiramo tudi skrb za slovenske gozdove, pojasnjuje vodja gojenja gozdov na Kočevskem Andrej Vertelj. Tole drevo kaže izrazito slabe lastnosti, zato bi lahko tega recimo odstranili in hkrati uporabili za okrasno drevesce. S tem dosežemo, da se tako imenovani izbranci drevesa, ki jih želimo obdržati v prihodnosti, bolje razvijajo. Osnovni princip je upravljanje z gostoto gozda. Če si predstavljamo, da je tukaj prevelika gostota dreves, odstranimo smreko, s tem smo povečali rastni prostor jelki, ki bo zaradi tega lažje rasla. Pogosto drevesca pridobijo tudi na zaraščujočih se kmetijskih površinah, na površinah pod daljnovodi in na cestnih brežinah, kar pa ne pomeni, da si lahko kar sami postrežemo z drevescem. Ne smemo, nažalost ne. Tudi lastnik gozda sam tega ne sme narediti, ampak le v sodelovanju z revirnimi gozdarji. Odločbo izda Zavod za gozdove. V kateri je jasno določeno, koliko dreves, na kateri parceli in s katero zaporedno številko bodo ta drevesa označena na koncu, lahko lastnik poseka. In šele ko dobi odločbo, hkrati dobi tudi tako imenovane plombe, to so nalepke. Letos so te nalepke torej zlate barve, označujejo pa drevesa iz slovenskih gozdov, ki bi jih v vsakem primeru posekali. Zlata nalepka zagotavlja, da so drevesca pridobljena trajnostno in strokovno, prodajajo pa jih na tržnicah in v kmetijskih zadrugah. Kar se tiče okoljskega vidika, je sigurno to najboljša opcija. Za srednje veliko, kakšen dober meter, je treba odšteti okoli 70 evrov, za dvometrsko pa še enkrat toliko. Razpon cen sicer sega vse od 20 pa celo do 300 evrov in več. Tale je kar bomba. Po mojem bo tale najboljši. Si pa lahko naravno jelko izposodimo oziroma jo najamemo.
A kdo se rekce naročil? Živa. V redu? V redu, super, hvala. Kaj boste pa nehali uporabljati, če pa odpeljamo? Super. Menila. Hvala. V igralnici Loliland imajo zelo dobre izkušnje z najemom prazničnega drevesa. Te storitve se poslužujejo že leta, pojasnjuje direktorica Tatjana Stamenkovič. Dejansko je najlažje, ker v bistvu naročimo pri njih, oni pripeljejo, po končanih praznikih odpeljejo, skratka nimamo nobenega dela s tem. Niso ljubitelji umetnih dreves, tako strankam kot otrokom v igralnici pa lepo okrašeno živo drevo še popestri decembrsko vzdušje. Mi imamo pa radi, da je drevo živo, zeleno in da diši pač po smrti. Podjetje Zeleno drevo okrasna drevesa posoja že od leta 2013. Veliko imajo stalnih strank, pojasnjuje Martin Veselko. Večina ljudi se odloči, če za to mi poskrbimo za vse. Mi vam dobavimo lepo drevo, ko ga nehate uporabljati, se pa po praznikih ga mi odpeljemo. Mnogim pa je zelo pomemben tudi etični vidik. Če že imamo božično drevo, je lepše, da bo potem še živelo naprej, potem, ko ga nehamo uporabljati, glede na to, da predstavlja simbol življenja, ne, v temi zime. In cena najema? Cena za najem je približno med 70 in 170 evri za ta večje smreke. V Sloveniji nasadov za to žal nimamo, torej naše drevesa prihajajo iz sosedske okolice, iz Italije in iz Hrvaške. Tista, ki preživijo praznike, odpeljejo na njivo in jih tam vzgajajo naprej, pojasnjuje. Če se upošteva navodila, ki jih predamo stranki ob prevzemu, načeloma preživi do nekje 80% dreves. Največja in najpogostejša napaka je, da je prostor enostavno pretopel. Drevesa ne marajo oziroma smreke sploh ne marajo toplote. Zato je priporočljivo imeti drevo čim manj časa notri. Priporočljivo je imeti tam do nekje en teden, dva, potem pa da se čim hitreje vrne nazaj ven. Ne glede na to, ali je drevo poškodovano ali v slabem stanju, ga po izteku najema odpeljejo. Lahko pa ga najemnik tudi obdrži in ga po želji presadi na lasten vrt. Po starih navadah se je božično jelko postavilo 24. decembra in podrlo 5. januarja. Dan danes pa okrasitve ponekod vidimo že tudi sredi novembra. Tisti, ki pripravljajo večje okrasitve in spektakularne prižige lučk, pa se načrtovanja lotijo še veliko prej. 4, 3, 2, 1, gremo! Ne, to ni bil prižig lučk v mestu, ne tisti uradni, pač pa prižig lučk Slavka Roškarja, ki sam okrasi celotno sosesko v mariborskem Teznu. Letos je na prižig teh lučk prišlo na stotine ljudi. Dobro večer, dajmo še en aplavz za Slavka! Greva na lučke, lučke, na začetku se ti lučke, lučke, ura greva, snežinka, ki pada, spominja me na te in na vse ti. Vse skupaj pa se je začelo pred 15 leti. Prvo na eno okno, pol drugo, naslednjo leto sem imel vse 4. Pa en tu mimo šel pa rekel, gospod, to so vaše lučke gore. In rekel, ja, samo to je mota lepo. In tako se je pol začelo, vedno več, vedno, vsako leto malo več. Pripravljati se začne že konec avgusta. Ta pa že vsako noč sanjam lučke, pa ne morem spati, samo o tem mislim. Konec novembra pa takole poskrbi za zadnje podrobnosti. Letos bi bilo 25 000. Že imam do prehoda lučke. Če je še lani skoraj vse naredil sam, so mu letos na pomoč priskočili sorodniki. Paziti mora takrat, ko jih namešča, pa tudi pri elektriki. Jaz imam vse zaščiteno, pa to so samo LED lučke, ko se ne greje, one stare sem vse naredil. Pazljivost je nujna pri vseh okrasitvah z lučkami. Uporabljati moramo kakovostne lučke z ustreznimi certifikati, ki zagotavljajo varnost. Preveriti je potrebno stanje kablov. Če so poškodovani ali obrabljeni, jih ne smemo uporabljati. Lučke je potrebno izklopiti po noči in kadar nismo doma, saj lahko dolgotrajna uporaba poveča tveganje za pregrevanje. Električne vtičnice ne smemo preobremenjevati, saj lahko prekomerna uporaba povzroči kratke stike. To jaz vse testiram, ja, vse sprobam. Ki prišlo, pa ne bi nič gorelo. Ne? Lučke mu zdaj pošiljajo kar ljudje od vse povsod, dobil pa je tudi poseben naziv. Kralj mariborskih lučk.
Božična dekoracija je ena največjih sezonskih industrij na svetu, vredna je približno 8 milijard evrov in vsako leto zraste za okoli 5%. Po nekaterih ocenah se vsako leto izdela več milijard novih okraskov. Največji proizvajalci prihajajo iz Kitajske, kjer se izdeluje večina okraskov, ki jih najdemo v evropskih in ameriških trgovinah. Dobra novica pa je, da so vse bolj priljubljeni okraski iz trajnostnih materialov, iz lesa, cvetja in recikliranih elementov. Te adventne venčki so tudi, kot jih vidite, so z veliko naravnih materialov. In to je tudi, recimo, če rečeva, zelo trajnostno in paše na vsaka vrata noter. Super. Pa so certifikat, recimo vse. Slovenci svojo kulturo okraševanja jemljemo zelo resno, opažajo v trgovskem podjetju Merkur, kjer začnejo z nabavo tovrstnih izdelkov že praktično na začetku leta, pojasnjuje direktor prodaje Miha Kravanja. Januarja so v glavnem in februarja sejmi tako po Evropi, kot tudi na Kitajskem. In naši strokovnjaki iz nabave seveda to vedno obiščejo in pogledajo, kakšni trendi sledijo za naslednje leto. Vsako leto izberejo 4 trende. Letos je precej poudarka znova na temnejši rdeči barvi, zlati in srebrni. Slovenci smo sploh tradicionalisti, kar se tega tiče, in brez te rdeče barve skoraj da si ne predstavljamo božiča. To je pa malo bolj skandinavske, jelenčki, pa pol iz Laponske, kjer božiček domuje. Pri slovenskih kupcih sta sicer glavna klasika adventni venček in božična zvezda. Hkrati pa zelo veliko v zadnjem času dajemo poudarka raznim dodatkom, kot so jelenčki, pajaci, pa palčki. Prav tako je v zadnjem času vse bolj priljubljeno okraševanje zunaj, pred vhodom, na vrtu. Gre za trend iz zahoda. Pa vendar smo tudi kot kupci vse bolj ozaveščeni glede trajnosti. Temu se morajo prilagajati tudi trgovci. Zelo gledamo pri novih nabavah ta trajnostni vidik. Torej zelo pogledamo na to, kako kvalitetno je izdelava, kakšni so certifikati. Cene okraskov se pri njih gibljajo od slabega evra na kos, v posebnih akcijah še manj, pa do več kot 70 evrov za več kot meter velike okraske. Meni so najljubši takšni res stari okraski. Tale je, na primer, še od moje babice. Pri srcu so mi tudi takšni. In vsako leto sicer kakšnega dokupim, za naslednje leto pa načrtujem, da jih bom izdelala nekaj tudi sama, iz naravnih materialov. Samo v Merkurju vsako leto prodajo okoli 500 000 okraskov bunkic. Med umetnimi jelkami prodajo največ 1,5 metra visokih, po ceni okoli 40 evrov. Med naravnimi so najbolj priljubljene sekane nordijske jelke, vsako leto jih prodajo okoli 3500, ampak kasneje kot umetne. Jih dajemo na trg nekoliko kasneje, predvsem tudi zato, da zagotovimo svežino same jelke in da ta trajno malo dalj ostane, da ni naslednji dan potem že zavržena. 3, 2, 1. Ne le naši domovi, decembra se v praznični čar odenejo tudi mesta, ki pa morajo s pripravami začeti že veliko prej. Celje se letos ponaša celo z nazivom Evropsko božično mesto v kategoriji srednje velikih mest, zato morajo biti popolne tudi najmanjše podrobnosti. Smrek pa jim, tako kot v večini drugih mest, ni potrebno kupovati. Že 20 let jih dobijo kot donacije. Včasih so ljudi k temu pozivali, zdaj pa se jim že sami vnaprej javijo, pojasnjuje vodja projekta okrasitve mesta Borut Kramer. Ta je Šmartna v Rožni dolini. Gospod Videnšek je prijazno odstopil in ker je bila najlepša od letošnjih izbranih, smo jo tudi nekje umestili na Trg Celjskih knezov. Za 15-metrsko lepotico, ki nima posebnega imena, so morali narediti kar 8-tonski betonski podstavek. Ni pa vsaka smreka primerna za takšno vlogo. Smreka mora biti dovolj gosta, mora biti poraščena do tal, bi lahko rekli, tako da dobimo to pravličen izgled. Letos imajo v mestni občini Celje 8 velikih smrek za osrednje lokacije v mestu, poleg tega pa pri zelenem drevesu najamejo še 32 manjših smrek.
Kar se tiče okraskov, jih hranimo. Drugače pa tudi gledamo, da uporabimo materiale, ki so trajnostni, ki jih lahko tudi recikliramo in se pač vsako leto obnavljajo. In prav to, kako završamo drevesa po praznikih, je zelo pomembno. Naj se nam zdi še tako lepo, jih nikakor ne smemo kar tako posaditi nazaj v kakšen gozd. Zlasti, če gre za tuje vrste dreves. Obstaja možnost, nevarnost, da vnesemo še določene škodljivce, določene bolezni, ki so potencialna grožnja za naše gozdove. Tudi tisti zlato nalepko ne vračamo v gozd. Ampak jih raje odpeljemo v zbirni center, zeleni odrez ali pa jih zavržemo na svojih kompostnikih doma. Na mestni občini Celje smreke po praznikih predelajo v sekance. In se pač podarijo podjetju, ki skrbi za ogrevanje. V zelenem drevesu preživela drevesa odpeljajo v nasad na Dolenjsko. Nekaj jih ostane v loncih in jih vzgajajo naprej. Zdaj jih sadimo, zato da bojo nekoč postale gozd. Določen del pa pač, ki ne preživi, pa poskrbimo za njihovo reciklažo. Da bi jih vsako leto presajali v lonce za notranjo uporabo in jih nato te iste presadili ven in počeli to leto za letom, se ne obnese, kajti smreke potrebujejo več kot 1 leto, da se obnovijo in ponovno zgostijo. Lahko pa si na primer za naslednje leto kakšen poganjek, majhno sadiko že vnaprej presadimo v večji lonec. Raste normalno naprej. Raste normalno. A je to kakšna škoda, če se to naredi? Ne, ni nobene škode. Vendar samo, če to počnemo na lastni njivi oziroma vrtu, nikakor pa ne kar tako v nekem gozdu. Pa tudi notri na toplem, le za kratek čas. December je čas veselja, barv, lučk, okraskov. Vendar pa so tudi božično-novoletna drevesca darilo gozda, darilo narave. Zato se do njih tako tudi obnašajmo. In naj bodo simbol življenja v vseh pogledih.